Dober dan, lepo pozdravljeni zopet v naši sredini. Danes predstavljamo knjigo Delovanje UDV v kraju Gornja Radgona in Radgonskem kotu 1945 do 1950 avtorja dr. Ivana Richteriča. To je v bistvu v okviru cikla predavanj spoznanja, kjer predstavljamo tudi novejše doktorske dizertacije in druge monografije. Dr. Ivan Richterič je bil rojen leta 1949 v Gornji Radgoni in je končal študij zgodovine in umetnostne zgodovine na Filozofski fakulteti v Ljubljani in tam tudi magistriral. Leta 2002 je potem doktoriral v Celovcu in leta 2016 še na Univerzi v Mariboru s temo Okraj Gornja Radgona 1945 do 50. Je predsednik Zgodovinskega društva Gornja Radgona ter član zgodovinskih društev v Celovcu in Gradcu. Zdaj ga pa kar vabim k besedi, da predstavi svojo knjigo. Lepo pozdravljeni tudi v mojem imenu in zahvala študijskemu centru, da lahko predstavim znanstveno monografijo. Naj takoj povem, da gre v bistvu za nekoliko spremenjeno, v bistvu dopolnjeno dizertacijo, ki je bila obranjena novembra 2016 na oddelku za zgodovino Filozofske fakultete Univerze v Mariboru. Naloga dizertacije je nosila malenkostno drugačen naslov in sicer Okraj Gornja Radgona 1945-50. Naj povem, da ko sem dobil v roke čisto slučajno dokumente, jaz bom kar uporabljal izraz, ki vam je najbolj znan, ne UDV, Uprava državne varnosti, ampak OZNA oziroma UDBA. Dejansko nisem mogel spati, takšne zgodbe sem zasledil v dokumentih. Naj povem to, da je izdajo knjige omogočila Javna agencija Republike Slovenije za raziskovalno dejavnost, založila pa kombinacija hrvaškega tiskarja in založnika Letis iz Međimurja na Hrvaškem in pa Filozofska fakulteta v Mariboru. Naj povem, da je ob sami pripravi, kako izdati knjigo, ko smo uspeli dobiti 100% zaprošena sredstva, nastal problem, da dizertacija v obsegu, kot je bila obranjena, finančno ne bi mogla biti natisnjena. Zato sem poiskal založnika tiskarja v tujini, na srečo na Hrvaškem, kjer so cene vseh storitev nižje od slovenskih in verjeli ali ne, za izdajo znanstvenih monografij, tako kot ta je, ni na Hrvaškem davka. Še enkrat povem, ni davka. Sam DDV pa je celo 25%. Tako da je potem knjiga bila natisnjena v predvidenem obsegu, s tem, da ko boste videli samo kazalo, je z dizertacijo razlika v tem, da je v dizertaciji bila še sinteza, te sinteze v knjigi ni, je pa tisto, kar sva z mentorjem, dr. Klemenčičem, namenoma izpustila v dizertacije, da bi se izognila kakršnemu koli mogoče pritisku, ni bilo pa sodelavcev UDBE. Tu je pa zdaj seznam sodelavcev UDBE. Zdaj bi pa prišel na samo predstavitev.
To je zdaj okraj Gornja Radgona in Radgonski kot. Tole, kar vidite, to je okraj Gornja Radgona, avstrijska stran, reka Mura, mejna reka, in tole Radgonski kot. Te črtkane strani, to so pa krajevni ljudski odbori. Okraj Gornje Radgona je bil eden od mnogih okrajev takoj leta 1945 in je obsegal okrog 300 kvadratnih kilometrov in imel skorajda 30.000 prebivalcev. 52 krajevnih ljudskih odborov je bilo, s tem, da je bila potem kratkotrajna upravno-politična sprememba, zmanjšanje in potem zopet na 52 krajevnih ljudskih odborov. Zdaj, če malo računamo, koliko je tu bilo ljudi zaposlenih, to je bil predsednik krajevnega ljudskega odbora, podpredsednik, člani, sekretar, administratorka in tako dalje, po nekem ključu, kako je posamezni krajevni ljudski odbor bil velik, vendar je ena zanimivost v primerjavi z občinami stare Jugoslavije oziroma iz Avstro-Ogrske, iz Štajerske, so to bili večinoma podeželski krajevni ljudski odbori, ena ali dve vasi, pa je že bila organizacija krajevnega ljudskega odbora. Seveda takšen župan pod narekovaji krajevnega ljudskega odbora je seveda uradoval doma, ne? Edino v Radencih, v Apačah, v Gornji Radgoni in tako dalje so bile neke občinske oziroma okrajne stavbe. Zdaj sem povedal en izraz namenoma, kar ne drži. Velikokrat čujemo občina. To se pravi, občine kot upravne enote ni bilo. Bili so krajevni ljudski odbori, potem je bil okraj, potem je pa več okrajev spadalo pod Maribor, rekli pod polovico, vzhodno polovico Slovenije. Šele leta 1952, ko so se okraji začeli združevati, konkretno okraj Gornja Radgona se je združil z sosednjim okrajem Ljutomer, se pravi s tem, in je potem so nastale prve manjše občine. Te občine so se potem združevale v večje, okraji so se združevali in je potem nastal za to področje Pomurja okraj Murska Sobota z 6 velikimi občinami, potem se je to zopet združevalo in je bil okraj Murska Sobota z 4 občinami, 2 na štajerski in 2 na prekmurski strani. Danes je ostanek tega samo registracijska tablica MS Murska Sobota. Toliko o tem. Zdaj Radgonski kot v knjigi je ogromno prostora, kar celo veliko poglavje posvečeno temu delu Radgonskemu kotu. Namreč na tem področju so se aprila, maja 1945 srečale armade, Rdeča armada z bolgarsko vojsko, jugoslovanska vojska, ki je šla preko meje, in pa umikajoča se seveda nemška vojska. Vse te 3 vojske, Rdeča armada, bolgarska in jugoslovanska, so v Radgonskem kotu ostale do julija 1945, ko so potem prišli na Štajersko
po tem sporazumu pa Britanci oziroma Angleži. In potem ostali tu formalno, uradno do maja 1955 do avstrijske državne pogodbe. Zakaj je v nalogi vključena tudi, oziroma v knjigi vključen Radgonski kot? Imenovan Radgonski kot, vidite, da je dejansko klin. To, kar ni uspelo generalu Rudolfu Maistru po Saint-Germainski mirovni pogodbi, je namreč to ostalo pod Nemško Avstrijo oziroma pod Republiko Avstrijo. V tem Radgonskem kotu je središče Radgona oziroma Radkersburg. Naj povem, da še nekaterim mojim kolegom zgodovinarjem dela težava izraz Radgona, Gornje Radgona. Ko govorimo v zgodovini o Radgoni, mislimo vedno uradno na avstrijsko Radgono, Radkersburg oziroma danes Bad Radkersburg, ker ima kopališče termalno. In ko govorimo o Gornji Radgoni, mislimo na slovensko Radgono oziroma Gornjo Radgono. Meja med obema je reka Mura in po letu 1945 vse do leta 1953 ni bilo povezave med obema krajama, ker so Nemci porušili obsojen umikov v zadnjih dnevih druge svetovne vojne, cestni in pa železniški most. V Radgonskem kotu, poleg tega središča Radgone, ki nikoli ni imela slovenske večine po nobenem popisu prebivalstva v Avstriji od 1880 naprej, je pa bila okolica izrazito slovenska z 5 dvojezičnimi vasmi, ki jih imate v knjigi vse natančno popisane, z vso problematiko, kako so manipulirali v obdobju Avstrije, v obdobju med obema vojnama in popisi po drugi svetovni vojni. Srečamo tudi izraze Windischarje, Deutsch-Slovenisch, Slovenisch-Deutsch, Slovenisch, samo Deutsch in tako dalje, tako kot nekdaj andere, to se pravi drugi. Morda za konec te predstavitve povem, da je celo poglavje potem predstavljeno, kako so ti kraji bili vse do leta 50 zelo opustošeni. Namreč ta avstrijski del je bil materialno bolj opustošen kot štajerski, slovenski del. To je bilo opustošenje od Nemcev in pa bi rekli od Bolgarov in sovjetske rdeče armade. Morda ena zanimivost, predstavljena je celotna kmetijska dejavnost, pri tem morda ena zanimivost, tako kot je bila pri nas obvezna oddaja na vasi, tudi v Avstriji je bila obvezna oddaja sicer samo 2 leti in je tudi predstavljala velik problem. Tudi se je skrivalo, zakopavalo, tako kot pri nas pridelke in živino skrivalo. Posebni del poglavja o avstrijskem, tem Radgonskem kotu, je pa posvečeno Angležem, njihovi upravi in posebej njihovi vojaški obveščevalni službi FSS, katero bom pozneje omenil v neki povezavi. Če gremo zdaj pa na samo vsebino knjige, no to je sedež uprave državne varnosti OZNE oziroma UDBE. Gre za stavbo v bližini cerkve v Gornji Radgoni, to je za približno 200-300 metrov od meje. Tu je bil sedež vse do nedavnega narodne oziroma ljudske milice oziroma policije.
Ta stavba je bila nacionalizirana po drugi svetovni vojni, danes pa je že prodana. Sama udba je poleg tega sedeža, tu je bil sedež v kletnih prostorih, pa seveda zapori, je imela na drugem koncu Radgone, smeri proti Mariboru, v enem gradu še tudi stanovanja za miličnike in pa v kletnih prostorih zapore. Povedal bi nekaj o virih. Dobil sem, verjeli ali ne, skoraj 15 000 dokumentov udbe oziroma Ozne. V času, ko še ni bil tisti problem zakrivanja, morebitnega zakrivanja tekstov, in kot sem že na začetku povedal, mi ni dalo spati, ko sem začel določene zadeve brati. Potem 146 originalnih zapisnikov sem dobil Okrajnega komiteja Komunistične partije Slovenije za okraj Gornja Radgona, to hrani pokrajinski arhiv v Mariboru. Potem imel sem spomine, pisne spomine družine Semenčič, to je družina, ki je bila v celoti izseljena iz Apaškega polja. Možakar Semenčič je pa bil 4 leta župan v času Nemčije in je se ob koncu vojne umaknil v Avstrijo, se potem naivno vrnil nazaj, bil aretiran in na sodišču v Mariboru, to je okrožno sodišče bilo, obsojen na smrt in ustreljen. Pisne dokumente mi je posredoval njegov sin. Potem spomini družine Štrafela, možakar, ki je v knjigi posebej omenjen v enem podpoglavju pri Informbiroju. Prvi dodatek v knjigi je 5-6 strani originalnega zapisnika zaslišanja ožje skupine Okrajnega komiteja, ki ga je 3,5 ure zvečer od 8:30 pa do polnoči 26. maja leta 50 zasliševala, mu zagrozila z zaporom, kar je bilo realizirano in je možakar fasal, kot pravimo, 8 let prisilnega dela z odvzemom državljanskih pravic po odsluženi kazni in tako dalje na Golem otoku. In pa spomini bivšega vojaka nemške vojske, ki se je vrnil domov, bil takoj poklican na milico, na udbo in potem celo poslan kot agent v tujino, napisal je spomine. Bil je poslan namreč ravno v času Informbiroja z nekimi plakati v avstrijsko Radgono, da bi dokazal, da je bil tam in da je opravil nalogo, mu je takratni sekretar Okrajnega partijskega komiteja, ki sem ga osebno poznal, izročil frankirano pismo, ki ga je moral vreči na avstrijski strani v nabiralnik. To je bil dokaz, ko je ta partijski sekretar dobil to pismo, da je ta možakar nalogo opravil v tujini. Potem imel sem srečo, da sem vsaj nekaj ljudi lahko nekaj povprašal. Tu sta mi povedali nekaj 2 hčerke, ena je umrla zdaj pred mesecem 2, teh pogrešanih, dal sem pod narekovaje, ker oba nimata groba. Eden je bil sicer v nemški službi v avstrijski Radgoni, nič se ni bal, ampak prišli so po noči po njega, ga odpeljali v Maribor v zapor. Tale hčerka in pa mati oziroma žena sta ga obiskala, drugič, ko sta prišla, ga že več ni bilo.
No in pa še ena hčerka, ki je stara že tudi nekaj čez 90 let, mi je pa povedala, da je oče, ki je bil v nemški vojski, prišel do avstrijske Radgone, rekli so mu ne hodi čez mejo, tam so komunisti in tako dalje in tako dalje. Rekel, jaz sem bil navadni nemški vojak, grem nazaj, takoj so ga aretirali in drugi dan, ko je 4-članska družina z materjo šla povprašati, kje je oče, ga že več ni bilo. Mogoče še nekaj o članu okrajnega komiteja partije Radgona. Ko sem ga povprašal, zdaj novembra bo star 92 oziroma 93 let, izredno živahen možakar, znani Radgončan, ko sem ga samo povprašal, če mi lahko nekaj pove o tem, kar je omenjen v zapisniku okrajnega partijskega komiteja, mi je povedal, nisem bil zraven, nisem bil. Sem rekel, Milan, kak nisi bil? Bil si. Rekel sem, dvakrat so te obravnavali. Kaj so me obravnavali? Rekel sem, enkrat bi moral nekaj poročati, pa te ni bilo, ko si drugič prišel, si povedal, oprostite, zaspal sem, dobil si partijski opomin. Rekel, so še me kaj obravnavali? Rekel sem, niso te obravnavali. Potem je malo pogledal, ker smo se v eni restauraciji dobila okrog, res pogledal okrog, zašepetal in rekel, a so me obravnavali, da sem se cerkveno poročil. Sem rekel, niso te, ne? No in en profesionalni član, namenoma povem, leto dni starejši od mene, letnih 47, bil je seveda po letu 91 nagradno ali pa kazensko upokojen z beneficiranim stažom, jasno, umrl je pred pol leta. Mi je pred grobom prej omenjenega Ivana Štrafela Dona, namreč tam sva se slučajno srečala, sem rekel, čuj, bi mi lahko kaj pomagal pri teh zadevah, ko berem dokumente, namreč ko sem sploh začel brati dokumente, mi je rekel takole, ja, lahko ti marsikaj povem, vsega ti pa ne bom in ti ne smem. In sem s tem nehal, potem sem pa povedal, veš, kaj se je dogajalo z tem Štrafelom in tako dalje. No, potem pa ne, da bi ga vprašal, pa mi je povedal vseeno neko skrivnost, ki je v knjigi tudi namenoma povedana. Namreč tale fant je imel gimnazijo, potem prvo stopnjo v Mariboru višje pravne šole. Glede na to, kakšen lokalni politik je bil njegov oče, je bil sprejet hitro v partijo in pa v UDBO. In mi je povedal naslednjo skrivnost. Pravi, ko je Štrafela prišel iz Golega otoka, namreč ni odslužil 8, ampak samo 5 let, ker je bil pomiloščen, je namreč partija UDBA, oblast, ga je sledila. Zanimivo, da je njegova žena tudi bila informatorka oziroma ožja zveza, to bom pozneje omenil, kaj je to. In je povedal naslednje, ko je bil Tito dvakrat v Pomurju oziroma v Gornji Radgoni leta 66 in leta 69, ko je odprl most prijateljstva, kot se je to imenovalo, Tito Jonas, je bil Ivan Štrafela Don obakrat poklican na hladno v prostore prej omenjene UDBE oziroma milice. To mi je zatrjel tudi njegov sin, ki je 2 leti starejši od mene, živi zdaj v Avstraliji in mi je posredoval celo vrsto dokumentov. Ni emigriral, ampak se čisto normalno odselil v tujino prek Nemčije v Avstralijo. Rekel je takole, šel sem, ker je mama rekla, da so spet po očeta prišli, ne, za tista 2-3 dni, ko je bil Tito v Pomurju. In sem šel na milico, kot so rekli, in sem tam srečal očeta, da je kartal z policaji. Tu ga imamo, tu ga moramo paziti, ne, in tako dalje. Hočem to povedati, povedal mi je,
ko je prišel, ko sem jaz začel delati, rekel v Udbi, je pa bil moj informator. Si lahko mislite. To se pravi, 5 let trpljenja na Golem otoku, potem z 5 zmanjšano na 3 leta odzem državljanskih pravic, to pomeni, ni imel volilne pravice, ni mogel dobiti javne službe. Sicer pozneje, ko se je zadeva malo umirila, je bil v Radenski, v komunali, pozneje pa je bil celo predsednik krajevne skupnosti v Gornji Radgoni. Tudi odlikovanja iz NOB-ja, ker je bil letnik 44, v NOB ni smel nositi. Predstavljajte si človeka, ki sem ga osebno poznal, skoraj moj sosed je bil, tale Štrafela, malo ga je rad cuknil, ampak nikoli nikomor nič ni hotel, ni smel povedati. In si predstavljate, kako bi se mu marsikdo potožil, ali se mu je potožil, on pa je pravzaprav potem moral, je ali ni, ampak teoretično, ne, pa je moral poročati o teh zadevah naprej. Kdo bi si mislil, da bo človek, ki je trpel na Golem otoku, ne, potem bil tako sključen, da je postal sodelavec Udbe. Tudi njegova žena. Potem na razpolago sem imel in sem seveda moral pregledati vse uradne liste Slovenskega narodnonasilnega odbora, Sveta, slovenskega, jugoslovanskega, časopisni viri, Ljudski glas, to je bil lokalni časopis za Pomurje, Slovenski poročevalec. Iz teh časopisov sem te lokalne zadeve pobral, iz Slovenskega poročevalca pa tiste zadeve, ki so poročale predvsem o tako imenovanih bandah, o ilegalnih skupinah, kateri je posvečeno celo poglavje v knjigi. Zdaj, glede na prej omenjene krajevne ljudske odbore in pa na vso to, bi rekli, upravno-politično razdelitev, bi zdaj predstavil, kako je pa sama vsebina knjige, bi rekli, predstavljena. No, to je, če zdaj gremo zapisnik te izredne seje biroja iz 26. maja leta 50 od 8:30 zvečer, 3 ure pa pol v prostorih okrajnega komiteja, kdo so bili vse navzoči. No, tu je ta upravičeno odsoten Klemenčič Milan, ki je bil takrat v frontni brigadi, to je ta možakar, ki je rekel, nisem bil nič zraven, in tako dalje. No, mogoče je še to, da je ta možakar na tem zaslišanju, vidite, dnevni red bil zelo enostaven, izključitev Štrafela Ivana iz članstva partije in slučajnosti. Njemu so očitali, da si je prisvojil pisalni stroj Okrajne zveze kmetijskih zadrug, to so bile tiste znane koze, kmetijsko-obdelovalne zadruge, razmnoževal neke plakate, v kateri je ljudi ščuval proti oblasti, in sicer v tem zapisniku se mu je očitalo, da je delavcem v tovarnah predlagal največ ne delajo v rudnikih, v fabrikah, ker potem izvažamo surovine ali polizdelke na zahod k imperialistom, ki nas bodo napadli in tako dalje. Poglejte, to je leto 50, ko je Informbiro na višku oziroma še nekaj let bo trajal, v bistvu do Stalinove smrti, še 3 leta. Potem naj kmetje ne oddajajo obvezne oddaje, in ko so ga vprašali, ali bi vse te zadeve upal
partijskemu članstvu ali pa delavcem na nekem mitingu te zadeve ponoviti, je povedal da. Samo na eno, dve vprašanje iz zapisnika je molčal in seveda potem je bil predlog, da se ga izključi in so mu rekli, boš še že na ustreznih mestih naprej še se zagovarjal. In potem je bil 27. oktobra leta 50 v Mariboru obsojen na tisto kazen, kot sem povedal. Zanimivo, žena ni vedela, kje je mož. Moji mami, kot v bistvu sosedi, je nekoč pozneje povedala, da je kot članica partije, oba sta bila v partiji, seveda v začetku je pisala na tako imenovani maršalat v Beograd in potem dobila eno dopisnico. Verjetno se spomnite, kakšne so bile dopisnice tiskane, brez znamke, ampak Titova znamka je že bila v desnem gornjem kotu natisnjena. Dobila je samo z roko napisan svoj naslov, pošta, tako da je vedela, da je nekje živ. Poskusila je z pritožbami in tako dalje, vendar ni uspela. In zanimivo, zdaj bom pač objavil prispevek, ki v knjigi ni tako na široko predstavljen, usoda Ivana Štrafela Dona, namreč Don je imel rusko ime, po reki, bo predstavljena njegova usoda in za konec naj povem o tej zgodbi, da je njegova žena tudi še leta 2002 poskusila doseči obnovitev procesa ali bi rekli rehabilitacijo, vendar je bila na okrožnem sodišču v Murski Soboti, kamor naš okraj oziroma naša upravna enota sodišča spada, bila zavrnjena kot neutemeljena prošnja oziroma pritožba, ker pač tam neke ali ne nekih točk ni izpolnjevala. Mislim, zgodba ni izpolnjevala. Zdaj, pri sami upravni razdelitvi so izredno natančno opisane volitve. Volitve v vse mogoče organe. Naj povem, da je komunistična partija, ki v našem območju v bistvu skoraj da ni imela članstva v obdobju stare Jugoslavije, NOB skoraj da ni bil, šele na jesen in na pomlad leta 1945 je bilo nekaj akcij, bile so akcije že poleti leta 1941, mimo grede na našem območju je deloval pred vojno tudi narodni heroj Jože Kerenčič, ki pa je potem, kot veste, bil konec leta 27. decembra leta 1945 že kot talec v Mariboru ustreljen. No, to govorim zaradi tega, ker je partija zelo taktično delovala v začetku, vse do volitev in do proglasitve republike novembra 1945. Poudarjala se je Ljudska fronta oziroma Osvobodilna fronta, v ozadju pa komunistična partija. Kljub temu, da pa se je postavljala, bi rekli, v prvo vrsto in je odločala od rojstva pa do smrti. Dobesedno do smrti. V knjigi imate tudi primer, kako je onemogočila neki cerkveni pokop neke ženske v nekem kraju. V roki imam kroglico, tako imenovana volilna kroglica, s katero so volili v ustavodajno skupščino za Ljudsko republiko Slovenijo, tudi na tistih novemberskih volitvah 11. novembra 1945, to je bila nedelja, Martinova nedelja. Veste, na Štajerskem pravimo, da je v zraku 0,5, kaj šele v kozarcu. Takrat je bil alkohol prepovedan oziroma točenje prepovedano. Danes, koliko vem, ni, edino v prostoru, kjer so volitve, ne sme biti. To je volilna kroglica,
katero je volilni upravičenec dobil in je potem moral izvesti postopek, ki ga verjetno poznate tudi iz dokumentarnih posnetkov. Zdaj bom spustil to kroglico, da boste nekaj slišali. Če pa jo zdaj spustim primer na neko drugo podlago, pa nekaj slišite, oziroma treba se je zapomniti tale zvok. Verjetno poznate, da je uradno bila demokracija v tem smislu, da sta bili dve skrinjici, ena je bila Titova, kot pravimo, ena je bila črna za kralja. Šlo je namreč za tisto, da je glede na sklepe odloke drugega zasedanja OVNO-ja novembra 1943 iz Jajca bilo povedano, da bo o ureditvi kraljevina ali republika se pa odločalo po vojni. Vemo, da je bil potem še sporazum Tito-Šubašič, pa bi rekli začasna vlada pomladi leta 1945, in zdaj se je potem to seveda demokratično odigralo. Naj vam povem, da je par let po Titovi smrti mi neki znani pomurski prosvetni delavec, ki je bil tudi politik, povedal skrivnost, o kateri se je takrat seveda samo šepetalo, da so v Pomurju, konkretno tudi v mojem okraju, na veliko presipavali kroglice iz tistega, ker se je slišalo, to se pravi iz črne skrinjice v Titovo. Naj povem, da je to uradno zdaj tudi najdeno v zapisnikih okrajnega partijskega komiteja in da je tudi moja kolegica zgodovinarka leto dve za mano, Jerica Vodušek-Starič, v neki knjigi te zadeve omenila. Posledica tega, da je gornjeradgonski okraj večinsko volil v črno skrinjico, je potem bilo od centralne mariborske, kaj šele od ljubljanske oblasti, povedano in bi rekli vedno pošiljano zaupne partijske kadre iz Maribora in iz Ljubljane v naš okraj. Tako so, bi rekli, domači politiki bili potisnjeni ob steno, in to se je potem poznalo dejansko skozi celotno obdobje, verjeli ali ne, vse do leta 1991. Seveda pri nalogi in pri knjigi je pa največ seveda govora o sami partiji, partiji in pa o UDBI. No, morda še ena zadeva glede na te kroglice. Ob volitvah v ustavodajno skupščino za prvo slovensko ustavo januarja 1947 je v okraj bil razdaljen na dve volilni enoti. V prvi volilni enoti je kandidiral in bil pričakovano izvoljen nekdanji ljubljanski župan, pravilno ste čuli, nekdanji ljubljanski župan, namreč tudi tujci, da tako rečem, iz drugih okrajev, tako kot je to danes možno na volitvah, so kandidirali, to je bil dr. Heli Modic. Poznate ga iz tistih procesov in tako dalje, potem je postal minister za pravosodje in tako dalje, ampak v prvi volilni enoti je on zmagal. Kaj se je pa dogodilo v drugi volilni enoti? Dobro, poslušajte. V drugi volilni enoti je bil postavljen najprej Edvard Kocbek in nek drugi lokalni politik kot demokratično drugi kandidat. Potem iz neznanega vzroka, namreč nikjer v dokumentih UDBE in partije ne piše zakaj, ga je nadomestil partizan malo čudnega slovesa
Ivan Nemec Vojko. Protikandidat je pa bil domačin iz Svetega Jurija ob Ščavnici. To je kraj, domovina Ivana in bratka Krefta. V sosednjem kraju, danes je v bistvu to isti kraj, Bisarjane, je bil rojen tudi edini starojugoslovanski slovenski predsednik vlade, dr. Anton Korošec, o njem vemo, kdo je bil, ne? In še cela vrsta drugih ljudi. No in kaj se je dogodilo? Ko je okrajna volilna komisija razglasila rezultate, to je vse v knjigi natančno popisano, predstavljeno s tabelo, je proglasila za zmagovalca partizana Ivana Nemca Vojka, kljub temu, da je imel drugi protikandidat Tonček pa Korošak za več kot 1000 glasov večine. Šele Republiška volilna komisija je rezultat popravila, ga v uradnem listu obvestila oziroma spremenila, vendar okrajna volilna komisija ni nobenih posledic imela. Ne, bi rekli, političnih, ne kazenskih in tako dalje. Ne vem, kako bi danes to bilo, če bi do tega prišlo, ali če je kje prišlo, da potihem povem, ne. To se pravi, zadeve so bile pač v tistem času takšne, kot so bile. Zdaj pa večina, seveda, monografije je pa posvečena upravi državne varnosti. Tu imamo zdaj primer dokumenta, ki nam prikazuje kako so konkretno neko žensko, Fekonja Marijo, rojeno takrat in takrat v tistem in tistem kraju, to je v bližini Radgone, pridobili za sodelavko Udbe. Sodelavec Udbe je dobil psevdonim ali kodno ime. Vidite, ni bila več Marija Fekonja oziroma Fekonja Marija, ampak je bila Maček Milena. V knjigi imate seznam za okraj Gornja Radgona čez 200 ljudi, ki so bili informatorji. Tu so potem podatki za materino, očetovo ime, državljanstvo, bivališče, narodnost, poklic in zelo pomembno spodaj v opombi, na podlagi česa je taka oseba bila pridobljena kot informator. V knjigi je natančno popisano v tabelah in pa statistično dva oziroma trije načini pridobivanja. V tem primeru imate napisano, bom prebral, ožje veze v prilogi, bomo videli, kaj je to, preverjena z nalogom številka ta in ta, vrbovana kot patriotka, delala bo v svojstvu informatorja in osebi, ki sta ta postopek vodili. Zdaj, oseba je bila v našem primeru vrbovana, pridobljena na podlagi patriotizma. Če zdaj malo to odigram, bi to bilo takole, trkanje po prsih, ne? Tito partija, Tito Stalin, seveda do leta 1948, NOB, bratstvo in edinstvo in tako dalje in tako dalje. Od teh 200 in pa ožje zveze je približno polovica bila pridobljena na podlagi patriotizma. Drugi način je pa bil na podlagi tako imenovanih obremenilnih materialov. Tudi to je statistično obdelano,
ker vsak ima spodaj napisano, na podlagi česa je bil sprejet. Kaj so obremenilni materiali? Za kmeta neplačevanje davka ali zaostanek pri plačevanju, skrivanje pridelkov oziroma živine, potem verbalni delikti, za duhovščino. Celo poglavje je posvečeno katoliški cerkvi, izredno zanimive zadeve, in pa poglavje o evangeličanski cerkvi, ki je tudi bila na tem apaškem, kot sem pokazal prej, območju, o tem pozneje. Pri duhovnikih je šlo v glavnem za to, da jih je pridobila na podlagi obremenilnega materiala spolni delikti. To, kar je še danes v bistvu skoraj da edina zadeva, če pride duhovnik na sodišče. Potem pri duhovščini je bil še en primer pridobivanja tudi na podlagi patriotizma. Imamo en primer, ki pa je potem možakar pobegnil v Avstrijo in se je Udba spraševala, ne vemo zakaj, če pa je bil popolnoma naš človek in tako dalje. Namreč v dokumentih Udbe in pa partije je partija jasno in glasno povedala, zapisala, da je glavni ideološki in državni protidržavni element naš ideološki nasprotnik katoliška cerkev, ki jo moramo tak in tak, pa vemo tiste izraze, opij za ljudstvo in tako dalje in tako dalje. No, tu je šlo za to, da so duhovnike na tak ali drugačen način pridobivali v osvobodilno fronto. Naj povem, da je okoli 80% ljudi v okraju bilo včlanjenih v osvobodilno fronto, tudi z plačevanjem članarine, da zelo redki duhovniki niso želeli v OF, to je primer radgonskega duhovnika, ki je bil celo zapornik v Dachau in tako dalje, ampak vseeno prisiljen in je postal sodelavec Udbe, ampak v OF ni želel. In pa seveda vključevanje duhovnikov v Ciril metodijsko, kot so rekli, društvo. To je bila v Radencih, sta bili dve veliki konferenci za celo dekanijo, ljutomersko-radgonsko dekanijo oziroma za oba okraja, in potem so bili delegati na skupščini v Ljubljani, Unionski dvorani, sprejem pri Miha Marinko, obiskali Litostro, šli na Gorenjsko in tako dalje. To je vse po zapisnikih prikazano. Tretji način, ki pa ga jaz nisem zasledil, pa je bilo plačilo. Edino pri tem, da so posamezni informatorji dobili denar, so bili v bistvu agenti, ki jih je Udba pošiljala v tujino, v avstrijsko Radgono, da so imeli marke, dinare, rublje, dolare, funte, to se pravi denar, poleg cigaretov, šnopsa in tako dalje, to, kar je vedno bilo za Avstrijce zanimivo, da so potem lahko z temi zadevami tam podkupovali oziroma plačevali. Kaj so pa ožje zveze? Vsak takšen kandidat je dobil tako imenovane ožje zveze. Tu je, vidite, karakteristika za eno osebo, ko je se pač Udba v njej pozanimala brez njene vednosti. Danes, če je karakteristika oziroma poizvedba za neke službe, moraš dati praviloma soglasje, da se potem službe pozanimajo. No, tu je primer zdaj za močnik Marijo, podoben obrazec, vendar poglejte, pridobljena na podlagi obremenilnega materiala, ker je bila aktivna sodelavka četniške tolpe. To se pravi,
tudi takšne ljudi so potem sprejeli, ne, in je morala seveda sodelovati. Tu so pa zdaj ožje zveze. Ko je oseba bila sprejeta v Udbo, je potem dobila področje, na katerem bo delovala. To so bili razni odseki, odsek za mejo, odsek za kler in tako dalje in tako dalje. No in tu je potem oseba praviloma dobila 3 svoje sodelavce, imenovanje ožje zveze. Vidite, ožje zveze, seznam k nalogu številka, to se pravi, ta številka je enaka z to številko zgoraj. In vidite, sledi dokument RD, to je namreč Radguna, 1063, naslednji dokument 1064. Tu so 3 osebe zapisane, ki pa niso imele nikoli kodnih imen, ampak so to osebe iz življenjskega, bivalnega ali delovnega območja tega informatorja. Te osebe so morale poročati informatorju, niso pa vedele za celotno naslednjo verigo. Namreč informator je lahko imel sedež doma, to je bil tako imenovani rezident. Imamo primer enega duhovnika, ki je v župnišču imel sedež, bi rekli, svoje lokalne udbe, da tako rečemo, večinoma pa so seveda informatorji hodili in dajali izjave na zapisnik na prej omenjeni sedež udbe v Gornji Radgoni. Mogoče še samo to, ko sem sina od te osebe, ki sem jo tudi poznal, bila je namreč gostilničarka, povedal, če želi, da mu pokažem dokument, je rekel, to ni res. Zdaj se pa zanima vnuk od njene, ki je pa povedal, oče mi nikoli ni to povedal, kaj šele babica, to se pravi tale Kolarič Frančiška, da je bila sodelavka udbe. Morda še ena zanimivost. V okraju je bilo leta 50, ko se konča moje opazovano obdobje, 660 članov partije, okoli 200 članov, to je seveda potem naraščalo oziroma odpadalo, celo na 400 je prišlo članov Skoja, to se pravi Podmladka, če to se štejemo, je to 1000 ljudi, da je potem bilo še v Radgoni sedež Knoja, to se pravi Korpusa narodnoosvobodilne Jugoslavije graničarjev, en bataljon, 500-600 ljudi, da so bile zelo gosto posejane karavle, kot pravimo, stražnice ob meji in pa postaje narodne milice in pa čez 100-članski rekli aparat okrajne uprave. Če vse te zadeve se štejemo, pa delimo tam z približno 30 000 ljudmi, pa odštejemo otroke in tako dalje, mladoletne, dobimo kar lep procent tistih, ki so uradno branili ali stali, rekli, za režimom. Pri partiji in pa pri sodelavcih udbe je ena zanimivost, ki je tudi omenjena v zapisnikih okrajnega komiteja in udbe. Namreč niso priporočali, niso povali v udbo člane partije. So rekli iz 2 vzrokov. Itak je pravi član partije tisti, ki bo vse poslušal, gledal in vse poročal v svoji celici oziroma naprej. Drugi vzrok pa, ker se je partice sprejemalo najprej sicer po tem, da je bil naprimer v Skoju, potem je bil pa kandidat, pol leta, če je bil dober, je bil sprejet ali je bil celo vrnjen nazaj na nižjo stopnico. Potem so jih sprejemali javno na mitingih, rekli predvsem na tem apaškem področju, kjer so bile kmetijske zadruge, te koze, imenovane po živih ljudeh, Edvard Kardel,
Viktor Avbelj in tako dalje in tako dalje, to je vse v knjigi, je bilo rečeno takole, ve se, kdo je v partiji, ker so jih sprejemali javno na mitingih, ljudje so se pohvalili, ko tak človek pride v gostilno, vsi mrknejo, če so prej politizirali, nima smisla, ker on je itak že kompromitiran, ker je član partije, in po drugi liniji on obvešča svoje predpostavljene. Naslednja zadeva, to je prej omenjena oseba, ki sem jo omenjal, morda to v vseh 15.000 dokumentih nisem našel enega primera, da bi se nekdo prostovoljno javil, da bi rad šel v Udbo. To je edini primer tega možakarja, ki je bil, rekli, v članstvo okrajnega komiteja v vseh mogočih funkcijah in tako dalje. Zanimivo, da je možakar danes izredno aktiven še in tako dalje in da je bil pred kratkim v lokalnem časopisu, vse svoje funkcije je omenil, tudi da je bil član okrajnega partijskega komiteja, ni pa seveda povedal, da je bil član Udbe in edini je med temi več kot 200 informatorji, ki je imel dvojno udbovsko ime. V knjigi ga imate sicer samo še kot neidentificiranega, ker smo ga identificirali po dokumentih po letu 50. Namreč dokumenti so javno dostopni in tudi verjetno poznate celo vrsto, celo serijo knjig človeka, ki je se s temi zadevami med prvimi začel ukvarjati v Arhivu Republike Slovenije. Danes je pač slučajno župan Radenc Roman Leljak. On je potem objavil vse te sodelavce in tam smo potem ugotovili, da ima ta možakar dvojno udbovsko ime. Pravim, to je zamolčal in pač ne pove. Zanimivost tega dokumenta, ki ga imate v knjigi, je v tem, da je bil član partije od leta 1945, ampak je ob sprejemu v Udbo, namreč hotel iti profesionalno v Udbo, so višje inštance, evo vidite, Udba za Slovenijo, 5. oddelek in tako dalje, življenjepis Milana Klemenčiča in tako dalje. Tu notri vidite namreč, da so zahtevali podrobnejša pojasnila za dve zadevi. Za njegovega očeta, namreč Udbi je bilo sumljivo, oče je bil kot gostilničar v Radgoni nasproti sodišča, 100 metrov ali še manj od meje, je bil aretiran in 14 dni v zaporu v Mariboru. In je bil od Gestapa izpuščen in je prišel domov. To je bilo po vojni Udbi in partiji sumljivo. Sam Milan pa je bil sumljiv, piše, kako je lahko on kot, da ne bom rekel smrkavec, v tistem času, ko so bili aretirani, pobegnil. Kako je lahko pobegnil? Morda še za to družino, sestra tega Milana je pa potem bila malo več kot mesec dni pred koncem vojne kot talka ustreljena oziroma ustrelitev, utopitev v reki Muri. Namreč iz ljutomerskih zaporov so pripeljali te bodoče žrtve do reke Mure, 2 zvezali, enega ustrelili, potisnili žrtev v Muro in za sabo je potegnila živega. Tako da ne vem, a je bila ustreljena ali bila utopljena. Ampak vidite, nobenega posebnega aduta ni imel zaradi takih in drugačnih svojih in sestrenih adutov. No, pozneje ni bil sprejet, bi rekli, kot profesionalec v Udbo, ampak je naredil celo vrsto takih in drugačnih političnih karier. Zdaj, tu je primer za duhovnika, ki je dal pač izjavo, se pokesal, ne vem kaj vse.
Tu imate, vidite, na večjih mestih omenjen Vatikan, ne? To se pravi tisto pastirsko pismo in tako dalje, da bom preširok. Morda ena zanimivost. Partija je želela pridobiti ali vsaj onemogočiti, da ne bi študiral teologije, tudi Vekoslava Grmiča. Morda ste čuli za njega, to je bil tako imenovani rdeči škof, mariborski pomožni škof. Namreč on je tudi domačin iz okolice Svetega Jurija ob Ščavnici. Ta dokument govori, vidite, o tem, da je se vse do Ljubljane razpravljalo o tem, kako bi pridobili tega Vekoslava Grmiča z vsemi podatki in tako dalje, da bi morebiti odstopil od študija teologije. Namreč on je takoj po vojni, je letnik 23, bil nekaj časa v službi na okraju v Gornji Radgoni na oddelku za socialno-skrbstvene zadeve. Ne vem, kaj ga je pičilo, da tako rečem pod narekovaje, da je odšel potem študirati teologijo. Tu sicer piše, da je družina izrazito kmečka, da je njegov sorodnik, bi rekli duhovnik, da je navezan na starše in tako dalje, in da pač ni uspelo to, da bi ga pregovorili. In ker sem rekel rdeči škof, on je teologijo končal, doktor teologije, pomožni mariborski škof, uradno je bil škof nekje v Franciji ali v Nemčiji, tudi potem v republiški skupščini je bil tam v enem zboru in tako dalje, vendar nikoli ni mogel postati pravi škof. Mislim, da je zadeva bila znana tudi katoliški cerkvi, namreč najdete ga v tej Leljakovi knjigi sodelavcev Udbe. To je verjetno vedel nadškof Šuster, ali pa celo Vatikan, in ga seveda niso za pravega škofa umestili. Naslednji dokument je pa dokument, ki govori o Richterič Francu. Naj takoj povem, da nič ni moj sorodnik, to je preverjeno, ampak to je zadnji na smrt obsojeni oziroma ustreljeni leta 1959, izredno zanimiva oseba, o kateri sedaj piše vse mogoče. Omenjen je tudi v filmu Vdovstvo Karoline Žašler, potem roman o njem je Blaženi Richterič in tako dalje, polno legend je o njem in tako dalje. Tu je primer, kako je Udba uspela, da je bil ukinjen preiskovalni postopek in pa zapor za tega, ki je sicer pobegnil v tujino, se vrnil nazaj, ampak so ga pridobili v zaporu, on pa že tam spet nekoga naprej in tako dalje. In je enostavno bila zadeva umaknjena na tožilstvo. Postal je sodelavec Udbe in potem deloval. Prišlo pa je do tega, zdaj bom govoril tako kot na vseh predstavitvah, pogojno. Leta 1955 pa je potem na mejnem prehodu Radgone in avstrijske Radgone, 2 leti predtem je bil most zgrajen, angleški, provizorični, bi naj ustrelil policaja, pobegnil v Avstrijo, potem Avstrijci so ga naslednji dan peljali proti Gracu, z vlakom je pobegnil, se vrnil domov in vse tiste dogodivščine in tako dalje. Tudi pri filmu Moj oče je socialistični kulak se omenja, kako so starši strašili otroke, da Richterič gre in tako dalje in tako dalje. No in potem je bil le ujet, v Radgoni živi še miličnik, ki je bil pri prijetju Richteriča zraven in je potem bil obsojen na smrt in konec oktobra leta 1959, zdaj bom pa povedal, bi naj bil ustreljen tam v eni gramozni jami
v Hočah oziroma Račah pri Mariboru. Zakaj govorim naj bi bil? Namreč po pravilniku o izvrševanju kazenskih sankcij, ki je predvideval ustrelitev ali obešanje, obsojenca smrtna kazen je bila, po zakonu bi morali dati truplo ali pa pepel, ne vem, ki bi človeka takrat v krematoriju skurili, ne, ampak tako je po pravilniku, bi morali dati družini domov. Nima groba na domačem pokopališču, tudi mati je večkrat komu povedala, da jim trupla niso dali domov. Ne vem, če je pol leta od tega, ampak že knjiga je bila natisnjena, mi je spet neka oseba iz tujine povedala, da je nekdo bil celo v Kanadi skupaj z Francem Richteričem, ne, ki je letnik, bi rekli, 29, evo vidite, 29, tako da bi zdaj bil star 90 let, ne. Morda še tu za enim članom UDBE, ki je bil celo šef, pooblaščenec UDBE v Radguni, se v dokumentih UDBE kar zabriše sled. Kar pišejo, verjetno je kar na Madžarsko pobegnil, ne? To se pravi kot tajni sodelavec Informbiroja in tako dalje. S tem sem jaz seveda končal ob neki priložnosti. Pa sem zvedel od neke osebe, tu zdaj naj povem malo več, če dovolite. Pozdravljam mojega današnjega posebnega gosta, ravnatelja mojega razrednika, ki sem ga namenoma povabil sem, Boris Zrelec, prosim, če dvigneš roko, tako kot smo mi mogli dvigniti v gimnaziji. Potem smo sodelovali, me je sprejel službo, pozneje sem jaz njega nasledil in tako dalje kot ravnatelj. Bom povedal takole, midva se tikava, jaz sem že, veš, kdo je bil tvoja in moja tajnica, ne? Sestra od najine tajnice je bila žena od šefa UDBE v Gornji Radguni, ki je nekako zginil. Ob neki priložnosti pa je pač rekla njegovo ime oziroma njegov partizanski del, Istok. Kako? Ja, moja sestra je njegova žena, ja, kje pa je? Ja, v Münchnu je, ima gostilno firmo Opatija. To je šlo tako pri meni mimo, ko sem pa začel te dokumente brati in pa seveda številno literaturo, ki jo imate v knjigi, domačo in tujo, sem pri enem srbskem, bi rekli, agentu, ki je deloval v Nemčiji, pa zasledil to gostilno, to firmo, ta možakar je, ali dejansko odšel, ali pa bil od UDBE, pod narekovaji poslan, ne, in je imel gostilno Opatijo v Münchnu. V tisti knjigi, o kateri govorim, je pa bilo zapisano, da so se v tej gostilni Opatija v Münchnu pa zbirali pristaši hrvaške emigracije. Zdaj pa lahko samo ugibamo, ne, ali je deloval kot dvojni agent, ne, ali je deloval, bi rekli, preobrnjeno, ne, za hrvaško stran ali kakorkoli. Umrl je, sin je že bankrotiral, žena pa je še živi, Boris, blizu tvoje hiše, baje. Ja, ja. Tako sem čul, ne. Morda še ena zanimivost, partija je imela sodelavce tudi v tujini. Tak sodelavec, ki ga je poslala v tujino, seveda čez mejo v avstrijsko Radgono, je bil najrazličnejšega izvora. Ali je bil to človek,
ki je bil tja dejansko poslan, namreč pobegnil je, omogočili so mu pobeg, ali da je to bila oseba, ki je tam živela, to se pravi v teh dvojezičnih vaseh, ali primer, kot imamo tu, da je tu predmet izredno poročilo o kontaktu z Andražem. Namreč Andraž je bil pa šef okrajni komandant žandarjev v avstrijskem okraju v Radkersburgu. Po očetu iz okolice Ljutomera, po materi koroški Slovenec, naj ne bi vedel sploh slovensko, imel je prevajalca in so se srečevali v Radencih in izmenjevali, bi rekli, te podatke. Tajno, seveda, tajno. In je imel potem udbovsko ime Andraž. V Radencih so se srečevali v zdaj že bivši kavarni, ki je pred leti pogorela. Tam so bili izpolnjeni 4 pogoji za tako sodelovanje. Hrana, pijača, glasba in Mata Hari, da tako rečem, ženska, brez katerih zadeve v taki visoki špionaži seveda ne morejo iti. V knjigi imate polno žensk, ki so tako ali drugače bile sodelavke udbe, tudi, bi rekli, iz takih in drugačnih znanih družin, nikoli pa mož in žena, da bi oba bila v udbi, ali pa mož in oče, oziroma oče in sin. Morda še to, da imamo tu, zdaj vidite, tudi originalne dokumente, ki jih je ta možakar prinašal. Tu vidite nemške dokumente, Bezirk, Gendarmerie Kommando Radkersburg iz leta 50. Bili so na slovenski strani pretipkani, čez 2-3 dni pa spet prišel oseba po njih. Tu govori ravno o Richteriču, Neovem pajdašu, kaj sta vse na avstrijski strani. Ena od hudih kazni v knjigi, ker imamo zadnjo poglavje, rekli, sodni procesi in tako dalje, je bilo tudi poleg smrtne kazni, boste videli en dokument v tej zvezi, tudi izselitev iz kraja bivanja. Tudi to je bila kazen. Tu imamo primer, kako so želeli znanega radenskega zdravnika dr. Klinca premestiti iz Slatine Radenci, tak se je kraj takrat imenoval po mineralni vodi po Slatini, v Stari trg pri Ložu. To se pravi, iz tega konca Slovenije, vemo, kje je Lož, čist na drugi strani proti Primorju. Zdaj pa je tu ena izjava, ne v celoti, ampak ta spodnji del je, namreč besedilo tu zgoraj piše, kako je dober zdravnik, kaj vse dela, noč in dan je na razpolago kot ta Berg doktor, če gledate nadaljevanko in tako dalje, dela za plačilo, dela brez plačila in tako dalje, dela tudi, vidite, za delavstvo in za siromašne sloje, svojo požrtvovalnost in tako dalje. Tu so potem spodaj podpisi in pa žigi krajevnih ljudskih odborov in pa tudi v nadaljevanju podpisi občanov. Dosegli so, da je partija in udba popustila in človeka ni izselila kazensko. Do čim manjše ribe, tiste, bi rekli, ljudi, ki so bili kaznovani in tako dalje, pa je na primer izselila iz območja ob meji in pa jih izselila kazensko na državna posestva na Kočevsko. Imamo primere, ki so jih tudi drugi zgodovinari že obdelali, poleg dr. Ferenca, Mikole in tako dalje, o tem delu, na prisilnem delu na teh državnih posestvih na Kočevskem. No, tu še je zdaj primer enega zapisnika, ki govori o izvršitvi smrtne kazni nad Jurkovič Viktorjem, ki je bil leto dni starejši od prej omenjenega Franca Richteriča.
Namreč v okraju so delovale tudi tako imenovane ilegalne skupine, ki jih Udba in partija imenujejo vedno kot bande. Vemo, da so tudi Nemci imenovali partizane banditen, ne pa partizanen. In tri take bande velike in pa polno manjših band, da tako rečem, je delovalo v okraju. Pri teh bandah moramo ločiti dve zadevi. Ene so bile dejansko te tri velike bande, ki so delovale proti režimu, da tako rečemo, delovale tudi vsaj ena pa pol, da tako rečem, za kralja, za vrnitev, morebitno vrnitev kralja, preko tako imenovanega Salzburškega komiteja, kraljevskega v Salzburgu v Avstriji. Dočim druge manjše skupinice pa so bile dejansko bande tatov, kradljivcev in pa tisti, ki so se oborožili, da bi pobegnili z orožjem in tako dalje, dokler pač je priložnost bila čez mejo v Avstrijo. Tu je primer, kako je bil ta Jurkovič Viktor eden od te bande, ki je načrtovala napad na narodno milico v Radencih, delovala skupaj z znano bando Šajnoviča, to ste mogoče čuli, iz Medžimurja, iz Prekmurja. Eden od teh Šajnovičev, dva brata sta bila še živi oziroma normalno, brez problema prihaja iz Kanade v Slovenijo. Druga banda je delovala na področju okolice Radgone, to je bila banda Rada Ajleca. Izredno zanimivi dokumenti so v tej zvezi se povezovala z eno skupino iz drugega kraja, z Melov pri Radencih, in pa tretja skupina, banda, Škamličeva banda iz Benedikta, svetega Benedikta v Slovenskih Goricah. Kazni za te bande so bile zelo hude, konkretno za Škamliča 20 let strogega zapora, vendar je potem bil v 50 letih že izpuščen in je emigriral v Avstrijo. Morda še, evo tu je zapisnik, tudi on nima groba, evo vidite potrditev zdravnika in tako dalje. To je zdaj še enkrat ta okraj radgonski. Tu zdaj malo da dobite predstavo na avstrijski strani. Posebno poglavje v knjigi je o apaških Nemcih. Namreč tu zdaj, da ne bi, ali pa mogoče, če se bo poskusilo zavrteti. Dobro, mogoče samo to, kar je zeleno. Vidite, prevladuje od 70, 80 ali več odstotkov na dveh zemljevidih po popisih iz Avstro-Ogrske in pa iz leta 21 na apaškem območju so strnjeno živeli večinsko pripadniki nemško govoreče, ne manjšine, ampak večine. Naj povem, da je v slovenskem zgodovinopisju se vlekla ena fama, da na Slovenskem smo imeli od srednjega veka naprej, ali od novega veka naprej, od kolonizacije in tako dalje, smo imeli 3 nemške otoke. Kočevski Nemci, Nemci na Sorškem polju, vemo Škofja Loka, Poljanska dolina in tako dalje, in pa apaški Nemci. Za prva 2 otoka velja, da sta res bila otoka, ker sta bila, bi rekli, z slovenskim obkroženo večino, dočim apaški Nemci niso bili otok, ampak so bili večina, vse, verjeli ali ne, do leta 1945. Bili so povezani z nemško večino na levi strani Mure oziroma v Avstriji.
Zdaj, kaj se je z apaškimi Nemci pa dogodilo, to je Radgona, to je sedež okraja bil, oziroma občine, to Apače, danes samo malo drugače izgled, Radenci, no to je ta kavarna, kjer so se shajali in pa ti zdraviliški objekti, Kapela nad Radenci, kjer je deloval eden od teh župnikov, ki je potem pobegnil, ne da bi Udba ugotovila zakaj. Angleška obveščevalna služba, FSS, avstrijska Radgona, to je ta famozni spomenik, ki so ga Rusi postavili, rekli, kot osvoboditelji. Na tem mestu je v bistvu stal do konca Prve svetovne vojne leta 19 podrt spomenik cesarja Franca Jožefa. Ta del je danes ohranjen in je v enem skritem delu avstrijske Radgone v parku. Kaj se je zgodilo pa z apaškimi Nemci? To je prej omenjeni Tomas Semenčič, župan občine Apače in pa, bi rekli, tu nagrobna plošča. Glede na tako imenovane avnojske sklepe je bilo povedano, da bo prišlo, oziroma da je prišlo do zaplembe premoženja Nemcev in tako kot so bili Benešovi sklepi na Češko-Slovaškem, je potem sledilo navodilo za izselitev apaških Nemcev, tako kot banatskih Švabov in še kje drugej. Za prej omenjene kočevske Nemce ni bila potrebna izselitev, ker vemo, da so jih sami Nemci po sporazumu z Italijani preselili v ta izpraznjeni del Obsotelja, odkoder so Slovence izselili, bi rekli, na jug ali v Avstrijo. Izselitev apaških Nemcev je bila že stara ideja, verjeli ali ne, prve države, takoj po letu 20, ko se je meja uradno na podlagi sklepov Saint-Germainske mirovne pogodbe in ko se je to ratificiralo, ko se je dejansko postavila meja, bila ideja, da bi na te apaške Nemce razselili. O tem piše lokalni časopis Murska straža, ne izselili, ampak razselili. To pomeni verjetno v okviru države, ampak da bi razrečili. In na to mesto, to se pravi ob meji, kot sem prej pokazal, pa naselili ali Prekmurce, to se pravi prekmurski proletariat, ali pa celo ruske emigrante. Vemo, kaj se je v Rusiji dogajalo po oktobrski revoluciji, Bela garda in tako dalje. In do tega takrat seveda ni prišlo. Zanimivost je, da so ljudje dejansko imeli časopis Slovenski poročevalec. Slovenski poročevalec je takoj po letu, takoj, ko je začel izhajati, mislim, po vojni, zapisal, da je Apaško polje neke vrste Ukrajina, žitnica Slovenije in tako dalje, in da je primerna za kolonizacijo. Če ti hočeš izvajati kolonizacijo, moraš najprej ljudi, ki tu živijo, zbrisati, odseliti, da lahko druge naseliš. Vendar zgleda, ljudje niso tega brali ali pa resno jemali, predvidevali, kaj se je zgodilo. Dan 3. na 4. julij 1945 se je začela tako imenovana prva faza izselitve apaških Nemcev. Z tovornjaki, celo z avtobusom, ki ga je vozil nemški ujetnik, so prepeljali ljudi v Radgono, v Radence, tam jih popisali, eno noč prespali, potem nadaljevali v znano taborišče iz časa Prve svetovne vojne in pozneje in Nemcev in tako dalje. To je
Kidričevo oziroma Šterntal, Strnišče. Tam so ostali do jeseni in od tam so jih v manjših skupinah, bi rekli, pošiljali čez Jesenice na Koroško, to se pravi v angleški del Podrožca, to je pri Beljaku, ali pa jih celo spuščali domov. Prej omenjena družina tega Semenčiča je bila zaprta v Strnišču. Spustili so jih domov, očeta zaprli in tako dalje. Potem pa je sledila druga faza, ali kot so rekli, dokončna rešitev nemškega vprašanja apaških Nemcev, pa izselitev 13. januarja leta 1946, to je bila nedelja. V knjigi imate natančno popisano, glede na spomine sina Semenčič Franca, to se pravi sina Tomasa, očeta, ki je te zadeve napisal, Vertreibung aus des Abstallfeld, to se pravi izgon iz Apaškega polja, objavljeno tam in tam. Jaz sem s tem človekom, ki je zdaj seveda že pokojni, govoril. Tam je natančno popisana, kako je izgledala izselitev. Izselitev je izgledala takole, da so imeli 15 minut časa. To je nekaj podobnega kot leta 1941, ko so Nemci selili kovček 2 na avtobus oziroma na tovorno vozilo, prepeljane približno 10 km v Gornjo Radgono na železniško postajo v živinske tovorne vagone in kompozicija krenila čez Ljutomer, čez Hrvaško, na Madžarsko, proti Dunaju. Na Dunaj so prispeli, vemo, da je Dunaj bil kot Avstrija razdaljen med 4 velike, kot pravimo, in to je prišlo do tega, da bi Angleži bili tam pripravljeni in so dejansko nekaj ljudi, ki so želeli, so jih sprejeli. Rusi, Sovjeti pa so zahtevali vrnitev teh ljudi, ker so jugoslovanski državljani. Spomnite se, kaj se je dogajalo na avstrijskem Koroškem, z vrnitvijo in tako dalje nazaj. Kompozicija je se potem začela vračati in se je ustavila, kot je na tej spominski plošči piše, pri kraju Mura Kerestur. To je blizu Načkaniže, Velike Kaniže, to je jugovzhodno od Balatona, blizu, vsaj po zemljevidu, blizu mađarsko-jugoslovanske meje. Namreč jugoslovanske oblasti niso želele kompozicije sprejeti nazaj. Kompozicija se je tam ustavila in tam je v januarju in februarju leta 1946 77 žena, mož in otrok umrlo in so tam pač pokopani. Seveda polno ljudi je še umrlo na poti tja, na poti nazaj. To je vse popisano v knjigi. Tam je ena spominska plošča, no potem se je ta kompozicija vseeno vrnila do Maribora. Tam čez nekaj dni pa krenil vlak do Jesenic. Tam so jih iz tovornih vagonov preselili v potniške vagone, da bi to lepše izgledalo, in jih prepeljali, bi rekli, na Koroško. Tam so jih Angleži sprejeli, dekontaminirali, da tako rečem, jim dali dokumente in jih spustili. Idi, kam veš in znaš. Danes imajo ostankov Nemcev na Apaškem polju, namreč po popisu leta 1948 je bilo v celem kraju samo 67 ljudi, ki so se upali izjasniti, da so bili Nemci. Danes imajo v Apačah pri cerkvi eno stavbo odkupljeno, obnovljeno, en dom, ki se imenuje po enem doktorju znanosti iz Apaškega polja, ki je med vojno deloval, rekli, ker je jezike poznal v Beogradu in tako dalje.
po dr. Jozefu Matlu. Ta dom je bil zgrajen z sredstvi Avstrijcev oziroma Nemcev in je bil takole otvorjen bolj potihem, sicer z udeležbo tudi nekaterih županov in tako dalje in tako dalje. Mogoče še to, za te bande je tu nekaj primerov iz dela Za svobodo, kralja in domovino Mateje Čoh, Matjažev glas in tako dalje. No in tu prej omenjeni Rado Ajlec in pa Viktor Jurkovič vodi ti dveh band kot takih. Morda še to, tu imamo nekaj fotografij ljudi, ki so postali sodelavci UDBE. Nekaj teh ljudi živi, konkretno ta ženska, ki je danes v Radgoni, še v domu za ostarele. Njeno ime je udbovsko pa dekliški priimek in ime matere. Zanimivost te osebe je v tem, da je bila seveda v partiji, tudi moža so hoteli sprejeti v partijo, pa ni hotel, potem ko so ga pa, ko pa je hotel iti, pa so rekli jok, to se pravi ne, prej nisi hotel, zdaj pa ne. Potem je bil baje les sprejet, zanimivost pa je, da boste videli, kako je zadeva partijsko delovala vse do smrti njenega moža. Peljala sta se na njegov dom na Dolenjsko in mu je postalo slabo, srce ga je izdalo in je potem tam izdihnil na avtoceste in baje še rekel, Marija pomagaj, ker vidite, Marija Ravnikar. To je prišlo, seveda ona je mogla potem to povedati na uho partijskemu komiteju v Radgoni in so potem razpravljali o tem, kako se je na smrtni postelji oziroma na smrtnem sedežu v avto ta možakar, mož Marija Ravnikar, spreobrnil in je klical ono Marijo, ne pa svojo ženo na pomoči. Potem je le nekdo rekel, pa čakajte malo. Tu se pravi, vidite, hočem povedati, da se zadeve nadaljujejo in da imamo primere ljudi, ki so bili člani UDBE vse do konca prejšnjega obdobja, tudi tako, kot Roman Leljak pravi, da se vrata odpirajo, tista vrteča. To se pravi, oče je odšel, sin ga je nadomestil in imamo take primere. Nekaj teh primerov je v knjigi tudi opisanih. No in pa tudi gospodarstvo je, cene so notri, vse privatni, državni sektor in seveda zadeva se konča potem, vidite, z takimi stvarmi, ki so se pa dogajale ob koncu. Tu je primer enega dokumenta, ki je nekdo skiciral železniško postajo z vsemi elementi v tujini, iz tujine pa so včasih poročali prav banalne zadeve in tako dalje in tako dalje. Recenzijo za knjigo oziroma dizertacijo sta potem pa napisala redni profesor, dvakratni doktor Igor Grdina in pa moj mentor pri dizertaciji doktor Matjaž Klemenčič, ki je bil predviden, da bo danes sedel ob meni, pa je pač službeno zadržan. Morda še to, ne me napačno razumeti, ampak bil sem posebej pohvaljen, to je tudi v recenziji napisano, da je glede na razpoložljive dokumente, ki so bili prvič uporabljeni v celoti, samo nekaj drobcev je bilo prej evidentiranih od nekaterih in porabljenih, da je to prvi primer obdelave nekega okraja v Sloveniji na podlagi dokumentov UDBE in na podlagi dokumentov zapisnikov Okrenega partijskega komiteja in vsega ostalega. Tako da je to samo, kot vedno sem povedal na predstavitvah, kjer pa nažalost ni bilo dosti mladih,
ni tudi profesorjev zgodovine bilo, ne iz osnovnih, tudi ne iz srednjih šol, zelo redke, da sem jih napeljeval. Spustite se v arhiv, ne, in obdelajte druge okraje. In če bi se vsi okraji obdelali, rekel v Sloveniji, bi to potem dobili lepo sliko o tem, kakšno je bilo to obdobje. Morda še za konec naj povem to, da so me ljudje v predstavitvah spraševali, joj, kje si pa bil pred 20-30 leti, ne, da bi to napisal in tako dalje. Tisti ne vedo dve zadevi, da pred 20-30 leti, vemo kaj je 20 let, že v samostojni Sloveniji ne bi imeli dostopa do dokumentov. Veste, da je zdaj problem z zakrivanjem, ne? Moraš imeti posebni status in dovoljenje komisije in tako dalje in tako dalje. Kaj šele pred 30 leti, ja, ko so živeli ljudje, ki bi ti povedali. Danes mi ljudje šepetajo, kot mi je, vidite, oseba se obračala okrog, ne, ali je ne bo kdo slišal, ne, kaj bi bo povedal. Glede na to, da je večina med vami starejših od mene, nisem imel nobenega namena, da bi koga podučeval v teh zadevah, ne. Jaz sem rojen, kot je bilo povedano, ravno v sredini tega obdobja, nobenih zamer nisem imel ni levo, ni desno, z nobenega maščevanja, ne, ampak iz preprostega razloga, drugi doktorat, nikoli se nisem mislil, da ga bom delal, ne, sem pa naredil samo zaradi tega, da je dejansko žig ustanove univerze, ne, da je to obdelano, rekli, res na znanstveni, nepristranski način. Naj povem, da sem pa ob začetku, ko sem pa se prijavljal, bilo rečeno, joj, takoj te sprejmemo v 3. zadnji letnik bolonskega študija, ne, brez problema, sicer še mogo nekaj plačati, ne, ampak iskanje mentorja. Veste, tudi v zgodovinskih krogih ni tako bilo enostavno pridobiti mentorja. Šele v 4. poizkusu sem dobil mentorja. Prvi je povedal, ne morem, ker po statutu lahko imam največ 5 kandidatov, da sem jim mentor. Boš počakal? Sem rekel, ne bi čakal. Ja, ti delaj boš. To se pravi, tisti se je malo potegnil proč. Potem ena oseba je rekla, joj, veš, to je takole, ti sam to napiši, vsak dokument ima rep do Beograda pa do Londona, ne, glede na te dokumente avstrijske, ne. Jaz sem nekaj poskusila, pa ne bi, ne, grem v penzion, pa še 2 leti na fakulteti nekaj delala, ne. Tretji je najbolj zanimiv, zelo znani slovenski zgodovinar. Ko sem ga povprašal, ali bi bil, ni dal nobenega odgovora, potem sem ga pa le telefonsko poklical, bil je v neki družbi in mi je povedal dobesedno skoraj takole. Kolega, ne bi želel hoditi po sodišču. Se pravi, ne želim biti mentor, ne, ker je to taka in taka tema. No, potem pa je 4., sem ga že omenil, doktor Matjaž Klemenčič, brez problema takoj pristal na mentorstvo in smo čudovito sodelovala in zadeva bila brez problema obravnavana, obranjena. V komisiji je pa bil tudi poznavalec za ta del, bi rekli, nemštva na Slovenskem, profesor Ferenc, ne? In pa predstojnik oddelka na filozofski fakulteti v Mariboru, doktor, kaj je že, predstojnik oddelka, ne. Toliko mogoče o tem, za konec še samo to, lahko se pogovarjamo tu ali zunaj, zunaj je tudi knjiga, če želite, 25 € je, nič ni mojega dejansko, ker je, kot smo rekli, založba, izdajatelj in tako dalje.